Pozdravljeni vsi nazaj iz pauze. Sledi predavanje Varstvo človekovega dostojanstva LGBTIQ+ oseb v slovenskem pravu. Slovensko kazensko pravo še vedno išče svoj osrednji predmet varstva pri pregonu sovražnega govora in drugih sovražnih kaznivih dejanj. Ta izziv se odraža tako v vsebinskih kot postopkovnih zakonodajnih rešitvah, v tožilski in sodni praksi, v pravni teoriji ter v odnosu do žrtev sovražnih kaznivih dejanj v predkazenskem in kazenskem postopku. Predavanje, ki sledi, bo ponudilo vpogled v izzive pri pregonu dejanja sovraštva v slovenski zakonodaji, zlasti v kontekstu varstva človekovega dostojanstva LGBTIQ+ oseb. Udeleženke, udeleženci bomo skozi 4 prispevke pridobili pogled v to, kako se v Sloveniji umešča in obravnava sovraštvo proti spolnim manjšinam, kot tudi katere spremembe so nujno potrebne. Gosti, ki so z nami. Kaja Gajšek, Zavod Open, Pravna mreža za varstvo demokracije, motiv sovražnosti in diskriminacije v slovenski kaznovalno-pravni ureditvi. Peter Podržaj, Zavod Open, Pravna mreža za varstvo demokracije, kazniva dejanja iz sovraštva v evropskem pravu človekovih pravic. Sergeja Hrvatič, Mirovni inštitut, Pravna fakulteta v Ljubljani, pregon sovražnega govora v državno-tožilski praksi, izzivi pri obravnavi dejanj zoper LGBTIQ+ osebe, in pa Barbara Rajgl, Zavod Open, Pravna mreža za varstvo demokracije, FDV Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, javni red kot osrednji predmet kazensko-pravnega varstva in njegove posledice za neučinkovit pregon sovražnega govora. Pozdravljamo vse, pa mogoče se kar potopimo v te 4 prispevke. Hvala. Hvala lepa. To deluje brez da kaj pritiskamo, samo pol stavka uvoda. Mi smo se dogovorili, da bi bil Peter bi bil prvi, potem Kaja, potem Sergeja in na koncu jaz. Približno 10 do 15 minut bi bili te naši prispevki in na koncu seveda vprašanje oziroma diskusija. Če pa boste imeli tudi vmes kaj, pa tudi mislim, da lahko kar vprašate. Tako da izvoli, Peter. Hvala. Kot ste že predstavili, bom jaz imel zdaj kazniva dejanja iz sovraštva v evropskem pravu človekovih pravic. Zdaj, kaj pojmujemo kot evropsko pravo človekovih pravic? Tukaj govorimo zlasti o pravu, ki se je vzpostavilo v sklopu Sveta Evrope, sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in potem še v sklopu prava Evropske unije. Zdaj, za začetek mogoče, da lahko tudi naredim neko tako distinkcijo, ki bo ključna potem tudi za nadaljne predstavitve, je to, kaj je pojem kaznivega dejanja sovraštva. Zdaj, na nobeni od teh ravni, Sveta Evrope in pravi EU, ni neke jasne oziroma neke določene definicije v pravu, kaj kaznivo dejanje sovraštva je. Tako da se izoblikovajo razne različne delovne definicije, in ena od teh je projiciran tukaj gor v sklopu priporočil Sveta ministrov znotraj Sveta Evrope. In je v bistvu kakršnokoli kaznivo dejanje storjeno z elementom sovraštva, ki temelji na eni ali več dejanskih ali domnevnih osebnih značilnosti ali statusov, in potem so tudi pojasnjene, kaj so te osebne značilnosti in status. Zdaj, ključno je v bistvu ločevanje pojmov kaznivega dejanja iz sovraštva in sovražnega govora. Tukaj ne gre za dve isti stvari, vse recimo, to je pojasnil tudi že varuh pri nas, ker tako, če damo tako nekako čist si predstavljamo, zdaj kaznivo dejanje sovraštva se lahko zgodi bodisi brez sovraštva, to je neko temeljno kaznivo dejanje, in se ga nekdo stori, recimo, ne vem, umor in podobno, lahko pa stori to tudi iz sovraštva, torej z neko obteževalno okoliščino. Medtem ko sovražni govor pa že v sami svoji biti, kazensko pravo bit kaznivega dejanja, vključuje v bistvu ta sovražen motiv. In to se
jasno zrcali tudi v naši slovenski ureditvi, kar bo Kaja kasneje tudi naslovila, sta te dve razliki. Recimo imamo obtoževalno okoliščino v 49. členu KZ-1, kjer gre za sovražni motiv in se to vpliva potem na odmero kazni, medtem ko imamo potem prav posebno kaznivo dejanje javnega spodbujanja nasilja, sovraštva, nasilja in nestrpnosti. No, če gremo na Svet Evrope, še eno. Torej, v sklopu Sveta Evrope so ključna Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in sodna praksa, zlasti s tem povezana sodna praksa ESČP. Potem se pa v sklopu Sveta Evrope izoblikuje še ogromno enih resolucij, priporočil, ki so pa soft law, niso pravno zavezujoča, pa vendar so zelo pomembna pri opredeljevanju kaznivih dejanj sovražnosti. Zdaj, najbolj relevantne določbe EKČP-ja so 14. člen, ampak 14. člen se nikoli ne uporablja samostojno, ampak vedno z ostalimi členi, torej pravico do življenja, prepovedi mučenja in pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, kot je ugotovilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Tako da diskriminacija sama po sebi pač mora se vezati na nek substantiven člen. Zdaj, kar je zanimivo, imamo več vrst obveznosti držav. Ene so negativne, to so te tradicionalne obveznosti, da država ne posega v tvoje pravice. Taka tipična vertikalna odnos država-posameznik. Potem se v sodni praksi ESČP-ja vzpostavlja tudi tako imenovane pozitivne pravice. Te temeljijo na ideji, da pravice ne more biti samo teoretične in navidezne, ampak mora biti tudi praktične in učinkovite. In gre se za to, da mora država storiti še nekaj več. Ne samo, da ne sme posegati v pravice posameznikov, ampak mora tudi zagotoviti, recimo, ustrezno varstvo njihovih pravic, zagotoviti ustrezen kazenski postopek, kar bo relevantno v teh primerih, če je prišlo do kršitev njihovih pravic. Potem pa ločujemo tukaj še, recimo, imajo lahko pravice oziroma obveznosti imajo lahko vertikalni učinek, že spet odnos država, torej kaj je obveznost države do posameznika, ali pa horizontalni, če recimo nek posameznik krši pravico drugega posameznika, posameznice. In kot je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo, tudi v takih primerih ima lahko država določene obveznosti, ki jih mora izpolniti. Zdaj, te pozitivne obveznosti v sodni praksi so se vzpostavile tekom več let. Nekatere začeli se je nekako celo to pravo z preprečevanjem rasizma. In prve zadeve so bile predvsem primeri rasizma zoper pripadnike romske skupnosti. Kasneje pa se je v sodni praksi to širilo tudi na druge razloge, recimo versko sovraštvo, osebe z oviranostmi, potem pa pridemo že počasi do homofobnega nasilja in drugih diskriminacij na podlagi spola. In znotraj tega so se oblikovale te tipične pozitivne obveznosti držav. Ena je, kot piše gor, da se mora v bistvu država zagotoviti takojšnjo učinkovito preiskavo kaznivih dejanj, ki so storjene iz predsodkov. To je bil primer iz Bolgarije, sicer je šlo za dva romska vojaška obveznika, ki so jo ustrelili, ker sta zapustila svojo delovno enoto v vojski in je vojaška policija ustrelila in je sodišče ugotovilo, da je država kršila 2. člen. Ni pa ugotovilo kršitev diskriminacije, ker ni bilo izkazano, da so jo res samo zaradi njune pripadnosti romski skupnosti ustrelili. Potem ena pomembna, kot sem že povedal, so te primeri državnih akterjev, torej niso samo državni akterji tisti, ki lahko storijo kazniva dejanja, recimo policija, ampak so to tudi zasebniki. In to je bil ta primer, recimo Šečić proti Hrvaški, kjer je šlo že spet za v bistvu to, da so skinheadi napadali enega Roma in
in ga pač pretepli. In takrat je ESČP rekla, tudi država bi takrat morala zagotoviti ustrezno preiskavo teh okoliščin, ki jih je storil nek posameznik zoper drugega. In to se je potem izpostavilo kot nekaj zelo trdno uveljavljeno. Druga stvar je, da se širi, torej ni samo diskriminacija vezana na pravico do življenja, ampak tudi prepoved mučenja, ta se najpogosteje uveljavlja. V novejši sodni praksi pa tudi pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Zdaj to so potem tudi mogoče ena taka zanimiva je potem tudi, da morajo upoštevati vse pokazatelje pristranskosti. Torej tu je ta primer iz Madžarske je šlo tudi za nekaj podobnega, je šlo za pretep že spet Roma v zaporu, ampak in ne bi šlo zaradi teh okoliščin, njegove osebnih okoliščin, tega, da je Rom. In podobno tudi pri tej zadevi, da ne sme se izključiti pristranskih motivov, ker obstajajo tudi drugi motivi, tam so se pravosodni policisti sklicvali, so rekli, ja, saj mi ga nismo pretepali zato, ker je Rom, ampak zaradi drugega, in so rekli, ja, veste, vi trdite nekaj, ampak v resnici so lahko tudi drugi motivi za tem in ni to edini ključni dejavnik. Potem mora biti organi pregona neutralni in nepristranski in to je zlasti pri tem, da policisti v velikih teh primerih enostavno niso navedali okoliščin, teh diskriminatornih okoliščin, zaradi katerih je prišlo do kaznivih dejanj sovraštva. Recimo nek homofoben, transfoben napad in pač enostavno v zapisniku recimo tega niso navedali. Čeprav je bilo očitno in je tukaj očitno neka pristranskost v ozadju. In to je tudi ESČP v določenih teh zadevah ugotovilo. In še ena zelo pomembna stvar je, da se v bistvu tudi, da ni ključno samo tvoja pripadnost neki ogroženi skupini, ampak celo povezava z neko ogroženo skupino oziroma celo osebo iz ogrožene skupine in na podlagi te pripisane ali dejanske povezave, da je pač prišlo do kršitve oziroma do kaznivega dejanja sovraštva. Zdaj, take najbolj očitne zadeve oziroma najbolj znane zadeve z tega področja, torej iz kaznivih dejanj sovraštva, ki so motivirane spolno usmerjenostjo, spolnim identiteto in spolnim izražanjem, je recimo so primer Identoba proti Gruziji, kjer je šlo za LGBTIQ plus shod in so jih protestniki recimo napadali, torej proti protest je bil, so jih napadali, policija potem ni zagotovila ustrezne zaščite in tudi potem, ko je šlo v kazenski postopek, ni bil ustrezno izpeljan. In tak vzorec se v bistvu kaže tekom vseh teh zadev. Recimo, če gremo na MC in AC proti Romuniji, zdaj, to je bil tak tipičen primer. Zdaj, pride recimo skupina mladih moških v Kupucah, na podzemno po shodu, mislim, da je bil gejevski shod je bil v Bukarešti, in so jih pač ozmerjali, potem se je pa začel pretep in so jih pretepali. In kaj je bilo tukaj ključno? Tukaj so v bistvu en fotograf iz tega shoda, je bil prisoten v podzemni in je poslikal to. Skratka, imeli so v bistvu vse storilce pred sabo. Mislim, vedeli so, kdo so ti storilci. Policisti so izvedli potem tudi več opazovanj, šlo je za neke pripadnike neke nogometne skupine, in na koncu je pač so zaključili in tožilstvo, torej postopek je toliko časa trajal, da je prišlo do zastaranja kazenskega pregona. Čeprav so mi policisti na voljo praktično vse dokaze. In tukaj je reklo ESČP, ja, ok, tukaj država ni izpolnila svoje procesne obveznosti v sklopu 3. člena, da zagotovi ustrezen pregon zaradi mučenja, oziroma nehumanega ravnanja v povezavi s 14. členom, torej pač prepovedi diskriminacije. Zdaj podobna zadeva je še ena romunska zadeva. Zdaj, ena tak primer je, torej,
šlo za organizacijo LGBT, imeli so projekcijo filma in v ta prostor je vdrl, mislim, da tam okoli 50 posameznikov, ki so začeli zmerjati jih z raznimi žaljivkami, šlo je pa za projekcijo torej projekcijo življenja nekega istospolnega para. In imeli so neke fašistične slogane, parole, simbole in že spet, ta je bil res tak zelo očiten primer, kjer so policisti preverjali identiteto vseh, na koncu pa v zapisniku ni bilo niti enkrat omenjeno, da je šlo za homofobni napad. Skratka pač, in to so potem tudi tožilstvo je upoštevalo, torej ni upoštevalo in zato je tožilec prekinil kazensko preiskavo, ker enostavno ni bilo dovolj dokazov. In sodišče je v tem primeru ugotovilo kršitev 8. člena in 11. člena, to je pravice do združevanja, torej svoboda združevanja, da lahko pač, oni so se zbrali, so hoteli pogledati film skupaj, šlo je za nek dogodek, relativno intern, sicer odprt, ampak s tem, ko so te vdrli, jih zmerjali, jim grozili, so v bistvu preprečili tudi to, oziroma onemogočili tudi to pravico. Potem imamo še en tak primer, ko so policisti brez sodnega naloga v Gruziji vdrli v prostore organizacije LGBTIQ+, in ko so ugotovili, prej niso vedeli, kam so vstopili, in ko so ugotovili to in ko so videli tam razne plakate, so bili celi zgroženi, in so postali agresivni in so začeli zmerjati, tiste ženske, ki so bile tam, da so pač perverzneži, da so bolne osebe in podobno, in pol so na koncu jih še odpeljali, tam so našli nek, mislim, da kanabis ali karkoli že, in so jih potem odpeljali na policijsko postajo, kjer so potem izvedli tudi preiskavo, pač popolno telesno preiskavo, Skratka, in so jih tudi tam ponižvali. In že spet tukaj je šlo za nehumano ravnanje na podlagi 3. člena plus 14. členom. Potem pa še Sabalič proti Hrvaški, ta je bil tudi tak zanimiv primer, zato ker je prišlo do pretep, torej moški je pretepil lezbiko v nočnem baru, zato ker pač je rekla, jaz sem lezbika, jaz nočem s tabo nič imeti, in je pretepil, vrgel na tla in še tam in potem je še žalil, in na koncu je dobil samo globo 40 evrov, torej 300 kun takrat, kar je bilo pač smešno nizko in tudi ESČP je ugotovilo, da je smešno nizko, ampak tožilec je pa to zavrgel potem kazensko ovadbo, zaradi tega, ker je bil že pač obsojen, zaradi kršitve javnega reda in miru. In pač po načelu ne bis in idem, torej ne moreš biti sojen dvakrat v isti zadevi, je potem tožilec to zavrnil. ESČP je pa tukaj ugotovil, da ne, v bistvu s tem, ko so policisti namesto, da bi sprožili kazenski postopek, so v bistvu začeli ta prekrškovni postopek, čeprav je bilo očitno, da gre pač za kaznivo dejanje, to je sovraštvo, in s tem so v bistvu onemogočili nadaljnjo preiskavo. Ok, bom pohitel. Skratka, imamo še potem v sklopu Sveta Evrope določene resolucije, ki so pomembno vplivajo tudi na potem presojo sodišča in progresivni razvoj tega. Skratka, država izoblikuje nek konsens, kaj se pričakuje. Zdaj pa, če gremo na pravo EU, zdaj imamo več določb, ki tako v primarnem pravu, zlasti v primarnem pravu, ki pač prepovedujejo diskriminacijo. Tudi na podlagi spola, spolne usmerjenosti. Zdaj na koncu bom povedal, kaj se še pojmuje torej kot spol in spolna usmerjenost v pravu EU. Znotraj sekundarnega prava je pa v bistvu relativno skopo urejeno glede okoliščine, torej spola, spolne identitete, in je zato edina direktiva je v bistvu direktiva o pravicah žrtev, ki pa določa določene dodatne pravice, ki jih imajo žrtve, kamor pa spadajo tudi žrtve, ki so bile pač tarče kaznivih dejanj iz sovražnosti tudi zaradi pač spola in spolne identitete. In to je v pogodbah, zdaj mogoče bi še to, na ravni EU se razmišljalo tudi, da bi se razširilo kazniva dejanja EU na sovražni govor in kazniva dejanja sovraštva, ker trenutno nimamo, torej vezan samo na raso, barvo kože, vero, poreklo, narodnost, etnično pripadnost,
in da bi se v bistvu vključila tudi ta dejanja in da bi se med njimi tudi navedlo spol, spolno usmerjenost, starost in invalidnost. Zdaj, mogoče, in to je nekako za zaključek tega, zdaj se odpira ena zanimiva zadeva in to je Evropska komisija proti Madžarski, kjer Madžarska sprejela, no vsi vemo, strožjo zakonodajo, med drugim tudi prepoveduje prikazovanje življenj LGBTIQ plus oseb. In to v bistvu zelo praktično enačijo s pornografijo. In tukaj je, zakaj je ta zadeva toliko pomembna z vidika kaznivih dejanj iz sovražnosti? Ravno zato, ker tukaj so sklepni predlogi generalne pravobranilke, ki dobro strne v bistvu pravo na tem področju. Dobro pojasni, kakšna je sodna praksa, kakšne so obveznosti držav, kaj izhaja iz prava EU, in eno od teh je tudi ta, kjer ugotovi, da v bistvu sodna praksa glede diskriminatorne obravnave oseb zaradi spremembe spola, torej da se šteje za diskriminacijo na podlagi spola in enako tudi diskriminacijo na podlagi spolne identitete. To je v bistvu zelo pomemben korak naprej in to bo vplivalo tekom let tudi na tako kazniva dejanja iz sovraštva, tudi na torej sovražni govor, ker se počasi curla v pravo EU tudi ta jezik. Zdaj, pa zakaj še pomembno? Zato, ker te sodišče EU ponavadi sledi sklepnim predlogom generalne pravobranilke, tako da odločitev še ni končna, ampak verjetno bo šlo nekako v tej smeri in bo ugotovili, da je Madžarska med drugim, za vso to svojo zakonodajo kršila tudi pravo EU. Potem pa še en tak zanimiva primerjava, ki jo bo v bistvu potem nastavila bolj z vidika nacionalne ureditve, torej kjer države imajo urejena, torej kriminalizirana kazniva dejanja iz sovražnosti na podlagi spolne usmerjenosti, to ima v bistvu večina držav članic Evropske unije, ko pa pridemo na podlagi spolne identitete, se pa to že počasi zmanjšuje. Tako da nekje slaba tretjina držav članic ima to izrecno na podlagi spolne identitete urejeno v svojih kazenskih zakonikih, ampak če gledamo že spet na tisto sodno prakso prej, mogoče niti ni toliko relevantno, oziroma bo počasi tudi to pricrljalo v nacionalno ureditev, da tudi spol pomeni, torej diskriminacija na podlagi spola pomeni pač tudi za enako transspolne osebe in enako tudi za spremembo spola. To je nekako to z moje strani. Prepuščam kaj. Tam kaže na projekcijo in ti prikazuje naslednji slajd in me to mede. Zato sem se predstavila, da si lahko klikam. Peter, mi bi lahko predstavila. Moja tema danes je motiv sovražnosti in diskriminacije v slovenski kaznovalno-pravni ureditvi. Jaz sem v bistvu naslovila tako svoje predavanje, razmišljala sem, da bi ga naslovila kazniva dejanja in sovraštva, ampak sem hotela zajeti v bistvu čim večji celoten spekter prepovedi diskriminacije v kaznovalno-pravni ureditvi, zato ker v teoriji se pojavlja dosti dilem glede tega v bistvu, kaj je hate crime, in zajema tudi 297. člen ali ne, tako da sem se nekako hotela osredotočiti res na to, da zajamem temo kot celoto. Zdaj, če grem najprej na nek okvir v bistvu ureditve kaznivih dejanj in prekrškov z motivom oziroma nagibom sovražnosti ali diskriminacije se nahaja že v Ustavi Republike Slovenije. Ustava Republike Slovenije namreč vsebuje tudi prepoved diskriminacije glede na osebne okoliščine in kazniva dejanja iz sovražnosti oziroma diskriminacije oziroma s tem nagibom v bistvu so na nek način neka skrajna oblika diskriminacije. Seveda posegajo tudi v pravico
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, zaradi tega, ker pravica do osebnega dostojanstva v bistvu zajema tudi prepoved ponižujočega ravnanja. Seveda pa kakršnokoli kaznivo dejanje tudi posega v bistvu v posameznikovo pravico do varnosti. Zdaj, temeljni okvir glede samega razumevanja diskriminacije in pojavnosti oblik določa pa tudi Zakon o varstvu pred diskriminacijo. Tako da to je nekako ta nek splošni okvir. Zdaj, kaznovalno pravo v bistvu zajema in kazensko pravo in pa prekrškovno pravo. Tako da jaz bom najprej začela s prekrški, ki nekako predstavljajo blažja kazniva oziroma pač blažja ravnanja, ki niso skladna s pravnim redom. Z vidika prekrškov s sovražnim motivom je najbolj relevanten Zakon o javnem redu in miru, ki v bistvu ima, reče se, kvalificirano obliko, predvideva kvalificirano obliko prekrškov, torej hujšo obliko določenih prekrškov, in sicer vzbujanje nestrpnosti preko izvršitve nasilnega in drznega vedenja, nedostojnega vedenja, pisanja po objektih in pa uničevanja državnih simbolov. To pomeni, da če je katerikoli od teh prekrškov izvršen z namenom vzbujanja nestrpnosti zoper določeno osebno okoliščino, potem v bistvu je zagrožena strožja kazen. Zdaj, trenutni Zakon o javnem redu in miru še ni pretvorjen v evre in je še vedno globa napisana v tolarjih, ampak sem preračunala, da to je nekako 800 evrov. Zdaj, tukaj sem našla tudi en zanimiv graf iz poročila zagovornika, ker zagovornik načela enakosti, ki je, kot verjetno večina ve, temeljni organ, državni organ pristojen za ugotavljanje diskriminacije, vsako leto izda letno poročilo. In med drugim v svojem letnem poročilu vedno tudi navede podatke izrečenih ukrepov po 20. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru. In če si pogledate podatke, v bistvu lahko vidimo, da vsako leto od leta 2016 se izrečeni prekrški povečujejo, edino 2023 je bil en upad, ampak kot vidimo 2024 smo spet v bistvu zabeležili rast. Je pa tako, da v bistvu največ je očitno v zvezi z nasilnim in drznim vedenjem, ne zbirajo pa podatkov glede na katero osebno okoliščino je bil prekršen in izvršen. No, zanimiva stvar je tudi zdajšnji predlog Zakona o javnem redu in miru 2, zaradi tega, ker trenutno je v zakonodajnem postopku v Državnem zboru in predvideva tudi relativno, mislim, ne pojmovno spremembo, ampak vseeno je recimo z vidika nekega razumevanja ali pa vsaj kako razume zakonodajalec ta problem prekrškov z motivom sovražnosti, je torej 24. člen, ki v bistvu ureja po novem, na nov način prepoved vzbujanja nestrpnosti. Zdaj, poleg tega, da določa globe končno v evrih, ne več v tolarjih, lahko vidimo tudi, da je dosti večji poudarek na motivu diskriminacije, že v sami dikciji člena, če si pogledate. Ni več samo omenjena nestrpnost zaradi osebne okoliščine, ampak je zelo poudarjena, da preko v bistvu tega pride do občutka ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu. Kar se meni zdi, da je nek pozitiven korak naprej z vidika tega, da se osredotoči v bistvu, da problem je poleg posega v javni red in mir tudi v bistvu poseg v dostojanstvo posameznika. Zdaj, druga stvar je razširitev nabora osebnih okoliščin, ki so bile prej bolj omejene kot zdaj imamo tudi tukaj v bistvu generalno klauzulo zaradi katerekoli druge osebne okoliščine, tudi česar prej ni bilo. Prav tako razširja nekoliko nabor prekrškov storjenih s sovražnim motivom in pa v obrazložitvi v bistvu je izrecno navedeno, da je določba namenjena preprečevanju diskriminacijskega ravnanja. Zdaj, so pa tudi določeni negativni vidiki te določbe in sicer sprememba višine globe. Zdaj, če se spomnite, prej sem navedla, da v bistvu je zagrožena globa najmanj 200 tisoč tolarjev po prejšnji določbi, mislim po obstoječi določbi, kar je nekje 800 evrov. Zdaj, po novi ureditvi, pa v bistvu imamo recimo, odvisno je glede na za katero obliko gre, ampak imamo tudi recimo na nek način nižanje, ker imamo tudi možnost 500 evrov izreka. Tako da to pa gre nekako kontra tej obrazložitvi, ki gre v neko bolj progresivno smer. Poleg tega pa, kot je opozoril tudi zagovornik načela enakosti, tekom postopka sprejemanja, tekom postopka priprave zakona, ko je bila zadeva še na ministrstvu,
še vedno so izvzeti nekateri prekrški, torej še vedno v bistvu ta kvalificiran prekršek se lahko izvrši samo v taksativno naštetih prekrških, v zvezi s taksativno naštetimi prekrški, še vedno pa ne recimo v zvezi s prekrškom uporabe nevarnih predmetov ali pa vandalizmu, pač in si lahko predstavljamo tudi, da nekdo recimo vandalizem zagreši, recimo prekršek vandalizma zagreši na način, a ne, da bi v bistvu vzbujil nestrpnost in s tem pač v bistvu izpolni te znake. Tako da to je še vedno neka stvar, ki mogoče v naslednji prenovi zakona o javnem redu in miru pa bo upoštevana. Potem pa, če grem naprej na kazniva dejanja z izrecnim sovražnim oziroma diskriminatornim vplivom. V bistvu KZ-1 ne predvideva nekih kaznivih dejanj sovraštva samih po sebi, ima pa v bistvu že določena kazniva dejanja, ki specifično se nanašajo na nek ta diskriminatorni vpliv. In neko temeljno je v bistvu kršitev enakopravnosti, za katerega sem jaz v bistvu relativno pozno slišala, zaradi tega, ker ga mislim, da na faksu sploh nikoli nismo obravnavali. Ampak v bistvu gre za to, da to kaznivo dejanje je povezano s tem, da nekdo prikrajša, omeji ali pa da nekomu neko ugodnost zaradi v bistvu njegovih osebnih okoliščin. More pa to biti v zvezi z določeno človekovo pravico oziroma temeljno svoboščino. Enako, mislim, je pa tudi kaznovano, če se nekoga preganja zaradi zavzemanja za enakopravnost ljudi. Zdaj, našla sem eno sodno prakso, ki dela to določbo dosti bolj razumljivo, zaradi tega, ker ko sem jo jaz prebrala, sem bila relativno zmedena, zaradi tega, ker je dosti teh stvari pokritih tudi z drugimi kaznivimi dejanji, in takrat v bistvu ne gre za to kaznivo dejanje. Ampak recimo tule je en dober primer sodbe, ki sem jo našla. Torej, šlo je za to, da varnostnik iz lokala je zaradi poljubljenja 2 lezbijki odstranil in v bistvu sodišče je reklo, da na ta način jo je prikrajšal za pravico do zbiranja in združevanja, torej dejstvo, da pač da se zadržujeta v javnem lokalu. In da je bilo tudi izkazano, da jo je odstranil zaradi razlike v spolni usmerjenosti. In torej je v bistvu posegel oziroma odločil ju prikrajšal za pač to človekovo pravico, ne pravico do združevanja, zaradi dejstva, da sta bile drugače spolno usmerjene. Potem imamo še nekatera kazniva dejanja, kjer v bistvu zakon predvideva že sam sovražni oziroma diskriminatorni vpliv. To je javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti, ki je verjetno vsem najbolj poznano, ampak potem imamo pa v bistvu tudi kršitev enakopravnosti oziroma nek ta sovražni diskriminatorni vpliv kot zakonski nagib, kot zakonski znak predviden pri določenih kaznivih dejanjih. Recimo umor, specifično je napisano v bistvu določbi za umor, kdor koga umori s tem, da mu vzame življenje zaradi kršitve načela enakopravnosti. Torej, to je ena izmed oblik umora. Isto je pri mučenju, je tudi v bistvu določen, če nekoga mučiš iz razloga, ki temelji na katerikoli obliki kršitve enakopravnosti. Šikaniranje na delovnem mestu spet je ena izmed oblik kršitev načela enakopravnosti. Zdaj, najbolj ekstremni obliki tega sta pa seveda genocid in pa hudodelstva zoper človečnost. Specifično genocid, ker v bistvu nekdo z namenom, da bi v celoti ali delno uničil neko narodno, etnično, rasno ali versko skupino, stori določena dejanja. Tukaj je sicer zamejeno torej na etnično, na osebne okoliščine, narodnosti, etničnosti, rase oziroma verske skupine. Poleg vseh teh kaznivih dejanj, kjer imamo v bistvu torej izrecno že kot zakonski znak predviden nek ta nagib sovražnosti oziroma kršitev načela enakosti, je pa v bistvu pred kratkim bila dodana v KZ, v splošni del KZ-ja, ki določa pravila za odmero kazni, tudi določba, ki specifično ureja, da se nagib za storitev kaznivega dejanja, takrat, ko je nagib za to neka osebna okoliščina, torej nek diskriminatoren namen, da je podan, oziroma sovražen namen, da se to upošteva kot obtoževalna okoliščina. Zdaj, to ni konceptualno gledano, je to velik premik, zaradi tega, ker izrecno to izpostavlja. Že prej se je lahko upoštevalo to v sklopu presoje motivov. Motivi za določeno dejanje so se že po prejšnji ureditvi KZ-ja v bistvu tehtali pri presoji, kot obtoževalna ali pa kot olajševalna okoliščina. In to so v bistvu tudi v času spremembe te KZ-1, je recimo tožilstvo na to opozarjalo, da to je zdaj že v bistvu pač urejeno, tako da je redundantno
eklatantna ta norma. Ampak na drugi strani gre pa za nek konceptualen premik, kjer se izrecno izpostavlja, a ne, v bistvu prvič na nek način ta nagib za storitev kaznivega dejanja, ne, kot neka, da je vedno pa res obteževalna okoliščina, zlasti če je storjeno iz osebnih okoliščin. Tako da šlo je za spremembo v bistvu leta 2023 in tudi v obrazložitvi je izpostavljeno izrecno, da gre za nek dodatek v skladu s konceptom zločinov iz srvaštva oziroma hate crima. To je tudi na nek način rezultat vseh opozoril institucij, ki jih je dobila Slovenija glede tega, da pač v bistvu nima dovolj varovalk glede tega. Seveda pa so tukaj izjema kazniva dejanja, pri katerih je ta okoliščina že kot znak kaznivega dejanja določena, ne. Ker ne moreš ti, recimo, če se za umor šteje tudi, a ne, v primeru kršitve, umor je, če nekoga ubiješ zaradi kršitve načela enakopravnosti, če je to torej že zajeto v samem kaznivem dejanju, se to ne more šteti kot obteževalna okoliščina, ker je to določeno že v samem, ker je to zajeto že v bistvu v samem dejanju. To pa zajema v bistvu tista dejanja, kjer nimamo tega motiva v samem kaznivem dejanju predvidenega, ampak se lahko še vedno tako izvrši. Recimo nekdo te udari, lažja telesna poškodba, a ne, če te je udaril zaradi neke osebne okoliščine, se potem zdaj to upošteva v bistvu kot ta obteževalna okoliščina, ne, izrecno še spet, čeprav tudi prej v bistvu v praksi se je lahko. Tu ja, tle obstaja problematika spremljanja podatkov o kaznivih dejanjih sovraštva oziroma kaznivih dejanj z elementom diskriminacije oziroma sovraštva, ker ni posebnega mehanizma za spremljanje. Zato imamo zelo omejene podatke policije in sodišč in pa tudi mi smo v bistvu zaprosili, želeli smo narediti analizo, ker tožilstvo spremlja, vseeno ima v bistvu posebno zaznamo daje SOV spisom, ki imajo nek element sovražnosti, ampak v bistvu tudi tukaj smo pa ugotovili, da po zelo poznem odgovoru, da v bistvu je zelo malo evidentiranih teh kaznivih dejanj, ker to v bistvu spremljajo tudi šele od leta 2020. In tudi, ker smo upali v bistvu, da bi pol preiskali te tožilske spise z vidika osebnih okoliščin, na katere se nanašajo ta dejanja in v bistvu večina se je tako nanašala na javno spodbujanje sovraštva, torej 297. člen, nobeden od ostalih, pa mislim, da jih je bilo okoli 8 ali nekaj takega od 2020, ki jih imajo evidentirane, pa se ni nanašal na LGBT osebe. Ja, tole bom spustila, ker se mi mudi. Ja, potem pa zdaj bi se mogoče lotila samo še LGBTIQ plus žrtev kaznivih dejanj sovražnim in diskriminatornim motivom. Našla sem v bistvu ene zanimive podatke, koliko naj bi v bistvu pač tega bilo, ker na objektivne podatke institucij se zelo težko sklicujemo, tako da v bistvu ta self-reporting oziroma reporting strani tudi nevladnih organizacij je zelo pomemben. Zdaj iz FRA, torej agencije EU za človekove pravice, iz poročila, ki so ga prejšnjo leto izdali, izhaja, da je ena izmed 8 LGBTQ oseb v zadnjih 5 letih bilo fizično ali spolno zlorabljenih zaradi svoje identitete. Najvišje stopnje tega so pa v bistvu ravno med transspolnimi osebami med drugim. In tudi v zadnjem letu pred izvedbo ankete je polovica vprašanih doživela nadlegovanje zaradi LGBT identitete in zopet imamo zelo visoke ravni stopnje tega med trans osebami. Potem tudi ena tale anketa, v bistvu zelo ogromno vzorec ima in zato se mi zdi tudi zelo relevantna, ker redko kdaj vidimo, ne, zlasti v Sloveniji nimamo na voljo takih toliko velikih vzorcev. Iz leta 2015 je sicer, ampak mislim, da je zadnja na tolikšni ravni izvedena, je v bistvu sodelovali namreč 28.000 anketirancev in v letu pred izpolnitvijo ankete je bilo 46% anketirancev žrtev verbalnega napada, 9% pa fizičnega napada. Potem pa še ena zanimiva raziskava, ki so jo pa v bistvu pripravile raziskovalke na Mirovnem inštitutu, ki so se pa fokusirale v slovenskem kontekstu na perspektivo žrtev, specifično zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ki so torej žrtev kaznivih dejanj sovraštva. In skoraj vsi intervjuvani oškodovanci so imeli vtis, da policija ni jemala njihove prijave resno, nekateri incidente tudi niso prijavili, kjer so navajali zlasti strah,
strah, nezaupanje institucijam, večina se jih pa obrnala potem na nevladne organizacije za podporo oziroma vsaj obvestilo o incidentu. Ja, tudi v tem poročilu je v bistvu izpostavljeno, da najbolj pogosto so tveganju za kazniva dejanja iz sovraštva izpostavljene transspolne osebe, ki hkrati doživijo tudi zelo hude oblike napadov. Iz podatkov transakcije pa tudi izhaja iz leta 2015, da 69% anketirancev je doživelo diskriminacijo oziroma je imelo negativne izkušnje s vsakdanjim življenjem zaradi spolne identitete, kar kaže res pač na to, da LGBT IQ plus posamezniki v bistvu so zelo ranljiva skupina, kar se tiče kaznivih dejanj sovraštva, pa nasplošno širše tudi, a ne, sovražnih ravnanj. Potem mogoče bom zdaj izpostavila samo en primer, ki smo ga imeli v zadnjem letu na pravni mreži oziroma v zavodu Open in ki ga je imela Barbara bolj podrobno tudi, torej nacistični pozdrav v pritličju in poškodovanje plakata LGBT karaoke. To je bil tak tipičen primer, kjer smo potem zatrjevali sicer 297. člen KZ-1, kar bomo videli, kaj bo reklo sodišče. To bo Barbara sicer podrobneje pojasnjevala problem tega 297. člena in kako težko v bistvu je pač izkazati te stvari. Ampak v bistvu dva storilca sta vstopila v pritličje, medtem ko se je dogajal festival LGBT filmskega festivala in izvedla nacistični pozdrav Sieg Heil, v enem sta pa v bistvu plakat z LGBT karaokami strgala in odnesla ven. Tako da v bistvu naša temeljna trditev je pa nekako bila, da z uporabo nacističnega pozdrava Heil Hitler, ki simbolizira ideologijo sovraštva, diskriminacije in genocida, ter z uničenje plakata, ki je napovedal LGBT karaoke, torej specifično, ni bil samo en plakat tam, ampak jih je bilo več in ona dva sta vzela ta specifičen plakat, da v bistvu sta na ta način neposredno spodbojala sovražnost in nestrpnost do določene skupine ljudi. Tu imam še čas. Aha. Na to pa je pol napad na knjigarno Mariborka, to ste verjetno tudi zasledili zelo v medijih, že v letu 2024 je prišlo do tega, takrat je v bistvu v letu 2025 potem tudi pritožbeni senat Ministrstva za notranje zadeve ugodil pritožbi knjigarne Mariborka, ki je rekla, da takrat v juniju 2024 je bil incident s policistom, ki je v bistvu zaposlene krivil za to, da se je to zgodilo oziroma je sugeriralo na to, ker so imeli z obešeni mavrično zastavo. In je pač v bistvu pritožbeni senat ugotovil, da je popolnoma neprimerna bila komunikacija tega policista in tudi, da ni izpolnil svoje dolžnosti, ker ni niti zapisnika naredil. V juniju 2025 je bil pa ponovno napad, kjer so storilci sred noči za zaklenjenih vrat strgali mavrično zastavo, odtrgali napis pod grafitom Smrt Pedrom ter poškodovali napis na nabiralniku. Zdaj pa za konec samo še na kratko o problematiki pregona kaznivih dejanj s sovražnim in diskriminatornim nagibom. Prvo vprašanje, ki je zelo težko včasih, zlasti z vidika 297. člena KZ-1, torej tega javnega spodbujanja nestrpnosti in sovraštva, ki je meja med prekrškom iz Zakona o javnem redu in miru in pa kaznivim dejanjem. To je tako prvo pereče vprašanje, ki v praksi povzroča veliko preglavic tudi organom pregona. Druga stvar je problem identifikacije in dokazovanja nagiba sovražnosti in diskriminatornosti. Nagib v bistvu predstavlja neko psihično stanje posameznika in pač zelo, zelo težko ti nekaj takega izkažeš, ker mora biti pa navzven razpoznavno oziroma zato, da bo in tožilstvo in potem sodišče pač v bistvu ugotovili to kot obtoževalno okoliščino ali pa kot znak kaznivega dejanja, mora biti na nek način pač to pol izkazano, dokazano, kar je pa včasih izredno težko. Zato se tudi policisti včasih potem odločijo, da ne kvalificirajo, da ne izpostavljajo recimo osebne okoliščine kot razloga oziroma nekega tega sovražnega motiva. Potem je tudi razmejitev med različnimi kaznivimi dejanji. To je nekako omenil že Peter. Varuh je v poročilu iz leta 2021 zelo izpostavil v bistvu, da določena, ker v bistvu varuh je izvedel analizo kaznivega dejanja po 297. členu. In nekatere izmed njih so bili tudi fizični napadi. In zdaj je potem bilo vprašanje, ali je fizični napad
konkreten bil v bistvu, a je šlo za neposredno sovražnost ali je šlo za spodbujanje sovražnosti. Tako da tukaj se odpira tudi to vprašanje, ali je boljši iti po 297. členu, kjer je včasih zelo težko izkazati, ker je umeščen, kot bo Barbara pojasnila bolj, v poglavje o javnem redu in miru in mora biti pač v bistvu ogrožen javni red in mir, ali pa recimo po splošnem, po nekem splošnem kaznivem dejanju, recimo nasilništvo, če je pač prišlo do fizičnega obračuna, pa se bolj kot obtoževalno okoliščino predvidi ta sovražen motiv. Seveda problem je tudi nizka stopnja prijav, nezaupanje in strah žrtev, sekundarna viktimizacija, kar je bilo recimo v primeru Mariborke, kjer je policist sugeriral žrtvi potem, da v bistvu da pač ne bi smela biti izobešena mavrična zastava, in s tem povezana tudi usposobljenost državnih organov za razumevanje hate crime na eni strani in pa tudi na drugi strani za delo z žrtvami. Kot zadnja pa ja, seveda tudi manjko statističnega spremljanja, ki pa lahko nudi nek globlji vpogled v to, kaj se dejansko dogaja, kar pa trenutno še ni vzpostavljeno. To je z moje strani vse. Hvala, super. Mogoče tukaj samo en stavek o tem, kako se te stvari lotevamo v pritličju. Torej včasih, ko smo imeli napad, odtrgano zastavo mavrično, smo rekli, to je javno spodbujanje sovraštva, 297. člen, tako imenovani hate speech. Danes, ker je toliko neuspešno to preganjati, pa rečemo, gospa policistka, napišite, da je to zastava, ki je bila strgana, torej je to poškodovanje tuje stvari, ki je bilo pa narejeno s sovražnim motivom, ker je to mavrična zastava. In upamo, se pravi, da bodo te hate crimes, pač to je upanje, mislim, da je precej prazno. Zakaj? Zato, ker nobenega ne najdejo. To je pa ta praktični vidik. Ti ne moreš preganjati nekoga, ki ga, se pravi, v vsem tem pravnem znanju mi rabimo še detektivsko organizacijo, ki bo koga našla od tistih, ki jih imajo na slikah, pa na videih, pa oni ne vejo, kdo to so. In to vse, kar je zdaj smo povedali, nam nič ne pomaga, če nimamo subjekta, ki bi ga lahko preganjali. Tako da zdaj to, kako je tožilstvo uspešno pri pregonu, ali pa kako je saj aktivno, če že ne uspešno, bo pa kolegica Sergeja Hrvatič, izvoli. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj še z moje strani. Kot je Barbara že omenila, jaz se bom danes za svoje predstavitvi osredotočila na to, kako tožilstvo obravnava kazenske prijave, ki sodijo pod tako imenovani sovražni govor, ki ga ureja že danes večkrat omenjeni 297. člen kazenskega zakonika. Zdaj, to je eno izmed tistih zelo redkih kaznivih dejanj, kjer je lahko posameznik obsojen za svoje dejanje že zaradi tega, kar izreče oziroma napiše. In to je ena izmed redkih izjem od svobode izražanja, ki je predvsem v zadnjem obdobju vedno bolj opevana, ne samo v Ameriki, kjer že od nekdaj tako velja, oziroma od nekdaj, dolga desetletja, vedno bolj se ta svoboda izražanja prihaja na površje oziroma ima prednost pred ostalimi pravicami tudi v evropskem prostoru in tudi v Sloveniji. In zdaj ključno vprašanje tukaj je, kako se tožilstvo obravnava vse te kazenske prijave, za katere posamezniki trdijo oziroma naznanitelji kaznivega dejanja trdijo, da je prišlo do javne tako imenovane prepovedi spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki ga ureja 297. člen kazenskega zakonika. Zdaj 297. člen kazenskega zakonika pravi, da so oziroma našteva tiste elemente kaznivega dejanja, ki jih mora tožilstvo prepoznati, da se potem na podlagi tega odloči, ali obstaja utemeljen sum, da je do nekega kaznivega dejanja prišlo ali ne. Zdaj na tej točki, mogoče za nepravnike, naj omenim, da je državno tožilstvo tisto sito, praviloma tisto sito, ki odloči, katere zadeve se bodo kasneje obravnavale pred sodiščem in katere svojega trenutka na sodišču ne bodo nikoli ogledale. Sicer je tukaj še vedno možnost, da potem oškodovanci sami prevzamejo pregon, kazenski pregon, ampak v načeloma pa tudi najbolj uspešni pa naj bi bilo, če bi to preganjalo tožilstvo. In zdaj ti pomembni elementi, da lahko govorimo o javnem spodbujanju sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, so ti,
da pride do javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temelji na eni izmed osebnih okoliščin. Zdaj, kaj osebna okoliščina je nekako pomensko odprt pojem. Kazenski zakonik ne našteva vseh osebnih okoliščin, na podlagi katerih lahko pride do izvršitve tega kaznivega dejanja. Zdaj, osebne okoliščine, verjetno vsi veste, so na primer rasa, nacionalnost, spolna usmerjenost, hkrati pa ta člen Kazenskega zakonika omenja tudi druge, katerokoli drugo osebno okoliščino, na podlagi katere je prišlo do tega javnega spodbujanja oziroma razpihovanja sovraštva. Potem pa pridemo do naslednjega izjemno pomembnega elementa kaznivega dejanja, ki mora biti izpolnjen, da govorimo o tem kaznivem dejanju, in sicer to dejanje, ki je naperjeno zoper posameznika na podlagi njegove osebne okoliščine, mora biti storjeno na način, in tukaj bodite res pozorni, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev. Če ste bili pozorni, ste ugotovili, da sem večkrat omenila besedico ali. Torej, na eni strani imamo element ogrožanja ali motenja javnega reda in miru in na drugi strani uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev. In med tema dvema sklopoma je po besedilu Kazenskega zakonika beseda ali, kar nas načeloma napeljuje, da sta ta dva pogoja alternativna, torej da zadostuje ali je spolnen eden ali drug, torej se ogroža ali javni red in mir, ali pa je to dejanje zoper pripadnike posebne skupnosti izvršeno z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev. In potem se je leta 2013 na Vrhovnem državnem tožilstvu zgodila ena zanimiva stvar, in sicer Vrhovno državno tožilstvo lahko na svojih občih sejah sprejema načelna pravna mnenja. V tem primeru govorimo o nekih usmeritvah, kako naj državna tožilstva postopajo, ko preganjajo kazniva dejanja. To je skladno zakonodajo, Zakonom o državnem tožilstvu. Ampak državno tožilstvo je navkljub tej svoji pravici izdajati načelna mnenja še vedno vezano na kazensko zakonodajo. Zdaj, kazenski zakoniki vsake države, predvsem pa v evropskem sistemu, so sledijo striktnemu načelu zakonitosti. To pomeni, da je lahko oseba kaznovana in preganjena izključno zaradi tega, kar je navedeno v Kazenskem zakoniku. Torej, ni dopustno dodajati nekih novih elementov. Ali jih pa izpušča, zato da bi bil potem nekdo ne preganjan ali pa zaradi dodajanja nekdo preganjan ali pa morda ravno obratno. In s tem, ko je Vrhovno državno tožilstvo sprejelo to načelno pravno mnenje in ta dva elementa, v katerem smo prej ugotavljali, da obstaja vmes besedica ali, v svojem načelnem mnenju interpretiralo kot kot kumulativna pogoja, je v bistvu nekako zelo zamejilo krog, do česa mora priti pri določenem dejanju, da bi ga tožilstvo lahko preganjalo. Kar pomeni, da če je bil v posameznem primeru moten javni red in mir, ni pa bilo uporabljena grožnja, zmerjanje ali žalitev, recimo hipotetičen primer, da bi se ustavil avto na ulici in začel močno hupati, ko vidi pripadnika LGBT skupnosti, pa to naredi z namenom, da hupa proti temu pripadniku, zaradi hupanja ogroža javni red in mir, hkrati pa tožilstvo v tem dejanju ne prepozna uporabe groženj, žalitev ali pa zmerjanja. To ni nekaj, kar bi se preganjalo na podlagi tega kaznivega dejanja po tistem stališču Vrhovnega državnega tožilstva iz leta 2013. In obratno, če je nekdo na ulici žalil pripadnika LGBT skupnosti, pa s tem ni ogrožal javnega reda in miru, tudi ni bil preganjan po stališču Vrhovnega državnega tožilstva od leta 2013, ker je smatralo, da morata biti ta dva pogoja hkrati izpolnjena v enem samem dejanju, da lahko pride do pregona tega kaznivega dejanja. In potem je leta 2019 prišlo do prelomne odločitve Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki je nekako povedalo, da ni se opredelilo do tega načelnega mnenja, je pa povedalo, oziroma ne tako zelo izrecno, je pa obrazložilo, da sta ta dva pogoja, tako kot jasno izhaja zakonske dikcije, alternativna. Torej, da zadostuje eden ali drugi, da je spolne, torej ali da je ogrožen javni red in mir, ali na drugi strani, da zoper pripadnike določene skupnosti jih žalimo, zmerjamo, grozimo, da še vedno lahko govorimo o kaznivem dejanju po 297. členu Kazenskega zakonika. Dodalo je še eno stvar pri presoji ogrožanja javnega reda in miru, in sicer je Vrhovno sodišče takrat reklo, da ni nujno, da že pride do konkretnega ogrožanja javnega
javnega reda, ampak da zadošča to, da bi potencialno lahko prišlo, da so objektivne okoliščine take, ki bi potencialno lahko privedle do ogrožanja javnega reda in miru. Torej neko abstraktno potencialna ogroženost zadošča, ni potrebno konkretno ogrožanje javnega reda. In po tej odločitvi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je bilo seveda pričakovanje, da bo od odločitve dalje število pregonov, pa tudi kasneje obsodb na sodiščih na podlagi tega člena Kazenskega zakonika naraslo. In zato smo raziskovalci na Mirovnem inštitutu zaprosili državna tožilstva, če nam bi lahko priskrbeli vse spise od sprejetja te odločitve 2019 do konca leta 2023, ker smo v tistem času začeli z raziskavo, da bi preverili, ali se je stanje uspešnosti pregona po tem kaznivem dejanju kaj povečalo ali pa je ostalo nespremenjeno. Predvsem nas je zanimalo, kakšen vpliv je imela ravno kar omenjena sodba Vrhovnega sodišča v primerjavi z tisto odločitvijo oziroma načelnim mnenjem Vrhovnega državnega tožilstva. In zdaj izsledki naše raziskave so pokazali, da odločitev Vrhovnega sodišča na pregon kaznivega dejanja po 297. členu Kazenskega zakonika ni bila ravno uspešna oziroma da ni imela velikega vpliva. Število pregonov, še bolj pa obsodb potem pred dejanskimi sodišči na podlagi tega kaznivega dejanja ostaja zelo nizko. Tudi gledali smo posamezne spise po posameznih tožilstvih. Zdaj v Sloveniji imamo različna okrožna državna tožilstva, ki so razporejena na podlagi regionalne, torej geografske pripadnosti. Torej v vsakem koncu Slovenije pač imamo vseh 11 okrožnih državnih tožilstev, ki pokrivajo teritorij, kjer se nahajajo. In smo ugotovili, da pri pregonu, pri posameznih državnih tožilstvih prihaja do velikih regionalnih razlik, praktično ogromnih. Nekatera tožilstva so bistveno bolj naklonjena pregonu kaznivega dejanja, tudi po tem členu, druga tožilstva pa praktično zavržejo vsako ovadbo, ki jo prejmejo na podlagi tega kaznivega dejanja. In v sklopu teh spisov, ki smo jih prejeli, načeloma od sprejetja te sodbe do konca leta 2023, je bilo 157 zadev, ki so se reševala pred državnimi tožilstvi, od tega jih je bilo v tem obdobju dobrih 4 let zaključenih 98 zadev. To pomeni, da je v teh 4 letih, v tem obdobju, ko so bila državnemu tožilstvu naznanjena določena kazniva dejanja po 297. členu Kazenskega zakonika, da je tožilstvo v tem času dobilo dovolj informacij, izpeljalo postopek in se na podlagi informacij, ki so jih imeli, odločili, ali menijo, da obstaja utemeljen sum, da so izpolnjeni znaki iz tega kaznivega dejanja. In v primeru, če so menili, da so izpolnjeni pogoji, so vložili obtožni predlog na sodišče, kar pomeni, da je sodišče potem obravnavalo zadevo. V nasprotnem primeru, če so menili, da ti znaki niso izpolnjeni, pa je ovadbo zavrglo, kar pomeni, da ta zadeva pred sodišče ni prišla. In od teh 98 zadev, ki so bile v teh 4 letih sprocesirane na podlagi podanih ovadb, je bilo 14 zadev takšnih, celokupnih, v katerih so bili kasneje vloženi obtožni predlogi in so prišli pred sodišče. In zdaj, če se osredotočimo in ostanemo pri teh 98 zaključenih primerih, ki so se nanašali na različne posameznike oziroma različne skupine posameznikov z neko osebno okoliščino, smo identificirali 5 zadev, torej od teh 98 zaključenih zadev je bilo 5 zadev takšnih, ki so se nanašale na pripadnike LGBT IQ plus skupnosti. In sicer samo v enem primeru izmed teh 5 zaključenih zadev v tem obdobju je bil vložen obtožni predlog. Gre za zadevo, s katero se je ukvarjalo najprej okrožno državno tožilstvo v Novem mestu, potem pa okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. Zaradi te premestitve je prišlo zaradi preobremenjenosti novomeškega tožilstva in je potem zadevo v reševanje vstopilo murskosoboškemu tožilstvu. In sicer je v tem primeru šlo za zapis, v bistvu za 3 komentarje pod eno objavo na Instagram profilu. Storilec
domnevno kaznivega dejanja je bila ena nejavna oseba in v svojih komentarjih je med drugim zapisala, da prezira pripadnike LGBTQ plus skupnosti, da napoveduje vojno, da ne bo več milosti, in potem je dodala še 2 komentarja, ki sta izredno primitivna in vulgarna in jo tukaj ne bom ponavljala, si pa verjetno lahko predstavljate, kakšni so ti komentarji bili. In državno tožilstvo je v tej zadevi, potem ko je preučilo te elemente kaznivega dejanja, kot izhajajo iz 297. člena Kazenskega zakonika, vložilo obtožni predlog. Zdaj, kar smo v naši raziskavi še preverjali, kako obsežno se državna tožilstva opredeljujejo do posameznih znakov kaznivega dejanja, ker je to zelo pomembno, če zadeva potem pride do sodišča, kako bo sodišče postopalo. Ker če je obtožni predlog tožilstva slabo napisan in se ne opredeli do vsega, do česar se mora, zadeva na sodišču enostavno pade. In kar smo še v naši raziskavi ugotovili, je, da so v veliki večini primerov te odločitve oziroma obtožni predlogi ali pa tudi zavrženja ovadb in obrazložitve sodišča izjemno slabo napisane, da se praktično ne opredeljujejo do vseh znakov kaznivega dejanja, do katerega se bi morali, in verjetno je tudi to eden izmed razlogov, zakaj je toliko malo zadev dejansko sprocesiranih. Za občutek v tej zadevi, ki smo jo ravnokar omenili, je okrožno državno tožilstvo uporabilo 4 strani A4 formata, kjer je napisalo obrazložitev za obtožni predlog. Od tega je prva stran naslovna stran, kjer napiše, kdo je osumljenec kaznivega dejanja, opiše dejanje, potem pa se na eni strani opredeli, kako so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja bili v konkretnem primeru, torej za objavo teh komentarjev. No in v tem komentarju, ki sem ga navedla, pa nisem celega, ampak že v tem delu je državno tožilstvo navedlo, da jasno izhaja iz teh komentarjev, da gre za objektivno žaljive navedbe, da gre za izražanje negativne vrednostne sodbe o LGBTQ plus skupnosti, da pripadnike te skupnosti žali, zmerja, jim grozi in tako razpihuje nestrpnost, torej so se opredelili in do zaščitene skupine in do javnega spodbujanja, razpihovanja sovraštva in tudi do tega, da je bilo objavljeno na javnem omrežju, torej zaradi tega je izpolnjen ta pogoj javnega spodbujanja sovražnosti. Hkrati so se pa opredelili tudi do naklepa, to je pa psihičen element storilca, ki ga mora dokazati tožilstvo, zato da lahko posameznika uspešno preganja. In tožilstvo je tukaj navedlo, da se je oseba, ki je napisala komentar na javnem družbenem omrežju, torej pod javnim profilom na družbenem omrežju, morala zavedati, da bo ta komentar dosegel širšo javnost, se je zavedala teh dejanj in jih tudi vedeželi storila. Zdaj, kar je zanimivo pri tem primeru je, ko smo preučevali druge podobne zadeve, je, da smo se vprašali, kako je možno, da je tukaj dejansko bil vložen obtožni predlog, če je pri nekaterih drugih mogoče celo pa ne manj ekstremnih primerih prišlo do zavrženja kazenske ovadbe, smo potem ugotovili, da je ta oseba oziroma ta osumljenec, kasneje obdolženec v kazenskem postopku v bistvu oseba, ki ni pretirano uravnovešena in je grozila tudi mnogim drugim posameznikom, nepovezanih z osebno okoliščino, med drugim svoji, pa nisem zdaj prepričana, ali nesojeni ali bivši partnerki, da bi ubil njo in njenega otroka. In očitno je pač tudi to, sicer iz obrazložitve državnega tožilstva to ne izhaja, bi pa to mogoče lahko bil še eden izmed indicev, zakaj se je tožilstvo odločilo v tej zadevi vložiti obtožni predlog. Zdaj, ostale 4 zadeve državnega tožilstva v tem obdobju 2019 do 2023 pa so se končale z zavrženjem kazenske ovadbe, kar pomeni, da niso prišle na sodišče. Ena zadeva se je odvijala pred okrožnim državnim tožilstvom v Ljubljani, 2 pred okrožnim državnim tožilstvom v Mariboru in 1 pred Slovenjgraškim okrožnim državnim tožilstvom. Zdaj, zelo zanimiva in verjetno se boste spomnili zadeve, ki se je odvijala pred ljubljanskim državnim tožilstvom. V tem primeru je šlo za plakat, ki ga je naročil oziroma naročil in dal izdelati mestni svetnik Mola, na katerem je pisalo za zaščito otrok pred LGBTQ posvojitvami. Šlo je za volilni plakat v času
v ene izmed volilnih kampanj in okrožno državno tožilstvo je v tej zadevi, ko je zavrglo ovadbo, navedlo, da tukaj nikakor ne gre za pozivanje k nasilju ali programu proti pripadnikom določene skupnosti, ampak da gre za sporočanje že znanih idej določenih političnih predstavnikov. Hkrati je sodišče brez posebne obrazložitve navedlo tudi, da ne vzbuja nobenega sovraštva, da ni kršitve javnega reda in miru, da posameznik, ki je dal v izdelavo te plakate, se ni oziral na čustva posameznikov, pripadnikov te skupnosti, ampak da je le izražal svoje stališče in se je pri tem sklicevalo tudi na sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, ki daje pa veliko težo svobodi političnega govora in tukaj pridemo do tega ravnovesja ali pa neravnovesja oziroma trka dveh pravic, na eni strani do človekovega dostojanstva in na drugi strani do svobode izražanja raznih posameznikov. Potem v drugih dveh zadevah pred okrožnim državnim tožilstvom v Mariboru, ki nista bili uspešni, je bila pa težava predvsem v tem, da ni bilo naslovljeno na posebno skupino posameznikov. V prvem mariborskem primeru je šlo za komentar pod člankom objavljen na spletnem portalu, ki se je nanašal na to, da bodo mladi Mariborčani odstranjevali sovražne grafite po mestu in komentar pod tem člankom se je glasil v stilu: v moji državi se to ne bo počelo, pa če vas moram 1,2 milijona iztrebiti kot zajce. In tožilstvo je v tej zadevi presodilo, da ta 2 milijona se nanaša na celoten slovenski narod, ki pa niso posebej zaščitena skupina oziroma nimajo neke osebne okoliščine in niso varovani po 297. členu Kazenskega zakonika. V bistvu je državno tožilstvo tukaj reklo, se ta komentar pa ni usmerjen zoper pripadnike LGBTQ+ skupnosti, ampak je namenjen vsem državljanom, češ naj se pametno odzivajo, ko pride do vprašanja pravic posameznih skupnosti. Tudi druga zadeva ki se je nanašala na podobno ravnanje na mariborskih ulicah, kjer se je spet pojavil en komentar: tudi vas bo potrebno vse odstraniti. In tukaj je bila ista težava, kdo so zdaj tudi vsi vi. Ni bila opredeljena skupina, ki je zavarovana po tem členu Kazenskega zakonika, hkrati pa je tožilstvo še tukaj dodalo, da se to je pa samo izražanje mnenja in da ni namen ne žaljenja, ne povzročanja agresije, ne spodbujanja sovraštva. Skratka, našteli so, kaj vse bi moralo biti izpolnjeno, pa ni izpolnjeno, brez dejanske aplikacije na dejansko stanje, torej kaj se je v resnici dogajalo v kontekstu nekega dejanja. Potem pa je bila še ena neuspešna zadeva pred slovenjgraškim državnim tožilstvom. Tukaj pa je bil spet en članek o dveh veganih, ki sta svojega otroka hranila z vegansko hrano in potem nepovezano s tem je domnevno tukaj spodaj bil nek komentar proti pripadnikom LGBTQ+ skupnosti, vendar ko je tožilstvo želelo pridobiti materialne dokaze, torej zajem zaslona tega komentarja pod tem člankom, ta ni bil več dostopen in če tožilstvo nima dokaza, ne more dokazati, da je to nekoč obstajalo in je zaradi tega to zadevo tudi zavrglo. Zdaj, kaj so razlogi, zakaj je tako malo zadev uspešno sprocesiranih, pa predajam besedo Barbari, bo verjetno zelo dobro pojasnila, zakaj. Hvala, zelo zanimivo. Mogoče bi sama začela z enim primerom, ki sem se ga zdaj, ko ste vsi govorili, se spomnila, pa danes še ni bil omenjen in na nek način zelo pokaže, kakšen je standard varstva pred sovražnim govorom na ravni Evropskega sodišča za človekove pravice. To je primer Vejdeland iz leta 2012, švedski primer, ko so 4 fantje prišli v
srednjo šolo in v nabiralnike vrgli letake, na katerih je, se pravi, z homofobno vsebino, in sicer so homoseksualnost okarakterizirali za deviantno seksualno nagnjenje, da ima moralno destruktivne učinke na bit družbe, da imajo homoseksualci promiskuitetne življenjske sloge, da gre za moderno kugo, ki je prispevala k HIV-u in AIDS-u, in da homoseksualni lobi in njihove organizacije želijo podceniti pedofilijo. Skratka, to je bil primer, kjer so bili te fantje v bistvu kaznovani, in je to potrdilo tudi Vrhovno sodišče na Švedskem. Na ESČP se ljudje praviloma obračajo v zvezi z sovražnim govorom ne zato, ker je v Evropski konvenciji sovražni govor posebno opredeljen, ampak zato, ker so bogi in mislijo, da jim je država, se pravi Švedsko vrhovno sodišče, kršilo njihovo svobodo izražanja. To pa je posebna kategorija, ki jo ščiti, seveda jo pa ne ščiti Evropska konvencija brezpogojno. 10. člen ima tudi v bistvu neke omejitve, česa pa ne smeš, tudi če seveda je svoboda izražanja zaščitena. In tukaj je sodišče evropsko reklo, nobene kršitve ni Švedska naredila s tem, ko vam je posegla v vašo svobodo izražanja, zato ker pač je to sovražni govor, po domače. Pri nas to, po tem, kar smo zdaj slišali, ne bi bilo nikoli obsojeno kot kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, zato ker ni naredilo nobene rušitve javnega reda in miru, niti ni žaljivo, zmerjanje ali grožnja. So samo nevtralne ugotovitve, samo od nekdo pač, in to že dolgotrajne nevtralne, že dolgo let so te ugotovitve, tako kot pri gospodu Primcu, kolegica je zelo korektna, pa reče pač občinski svetnik Mestne občine Ljubljana. V glavnem to so, se pravi, in zakaj jaz mislim, da je to tako, mislim, da so določeni sociološki razlogi za to, ker jaz nisem usposobljena zanje. En zelo pomemben, ki je treba v njem govoriti, je po moje nek strah iz preteklosti, ki nas še vedno spremlja, in temu se reče 133. člen starega jugoslovanskega kazenskega zakonika, ker so te lahko relativno hitro strpali v zapor, če si govoril pred državi. Ampak tukaj ne gre za govoriti pred državi, ampak oni to zdaj rečejo temu, da spet uvajamo mi verbalni delikt, tako kot se je nekoč temu rekli, če želimo, da bi bil standard za pregon sovražnega govora nekoliko višji. Se pravi, vsi pač te poimenujejo in te definirajo kot nekoga, ki v bistvu si hud kršitelj človekovih pravic, če pomisliš na to, da bi bilo treba tudi na tem področju to resno vzeti. Drugo je, jaz mislim, en velik problem, anonimnost na internetu. To je, se tudi kaže pri pregonu, to kot problem, ker preprosto, če imate anonimne subjekte, vi jih ne morete identificirati v dosti hitrem času, da bi to še podatki bili in tako naprej. Skratka, zelo zapleteno je priti do podatkov, recimo, če nekdo napiše na Facebooku, na Twitterju in tako naprej, kdo to sploh je. Potem, tako kot sem rekla, jaz imam tudi relativno slabo izkušnjo s policijo, ker tega ne jemljajo resno. Pridejo in rečejo, ko je strgana zastava, a jo res morate imeti. In pol, ko se razburam, reče, se sem bolj to mislil, če jo res morate imeti tukaj. A jo ne bi dali bolj gor. In jaz rečem, a vi to na fuzbol tekmi tudi vprašate, če mora biti res ta nogometna tekma tukaj. In potem pač rečem, no, nisem pa jaz vaša učiteljica, da bi jaz zdaj vam to morala, to pač vas mora nekdo drug, ampak tega drugega v tej državi ni, ki bi to senzibilnost naredil med njimi. Nažalost pač oni to jemljajo kot neki, jaz se tudi ko počutam, ko jih pokličem, da jaz jemljem čas in celo ogrožam druge žrtve kaznivih dejanj, ker kaj če zdaj nekdo pokliče, ko bo bolj zares, kot je zdaj tole, in v bistvu ne bo dobil podpore teh
teh policistov, zato ker oni zdaj rešujejo nekaj, kar je pa res zelo brez veze. A ne. Se pravi, ta odnos do tega je v bistvu, se mi zdi, da ni pravi. Četrta, ta bolj sociološka stvar je pa popolna normalizacija sovražnega govora. A ne. To je tako normaliziran pri nas, da je to, zdaj je en gospod se pojavil, ki normalizira pa sovražni govor na kvadrat. Nek podjetnik iz Vipavske doline, ki se sam s sabo bori, da bi bil danes še boljši v sovražnem govoru, kot je bil včeraj. Včasih mu rata, včasih mu ne, zato ker je bil tudi včeraj že zelo dober. In v bistvu je to tako, če poznate tega DDR svet, kako je ta davčne utaje, Snežič. A ne? Ta gospod iz Vipavske doline je bankrot slovenskega prava na področju sovražnega govora in svobode govora, tako kot je dr. Snežič bankrot na davčnem področju, premoženjskem področju, ker nima nobenega premoženja, toži vse naokrog, ko zgubi, nima za plačati niti stroške, ker una Tesla je od žene, uno bajto tam gradi stara mama in tako naprej. To je posmeh in ta gospod iz Vipavske doline je enak posmeh slovenskemu pravu, ampak sam na drugem področju. Tako da to so zdaj neke bolj te, bi rekla, mogoče neke ugotovitve, ki jih vzemite, kot da jih je govorila lajčarka, ki je nekaj opazovala in pač se je to tako zdelo. Zdaj pa pravno gledano, a ne, bom pa probala biti hitrejša, kot bi bila za pravnike, no, se pravi, jaz v bistvu tukaj, to, kar smo vse do zdaj govorili, na nek način imamo temeljno dilemo pri tem, kar rečemo sovražni govor, pri tej polovički hate crime, ki je hate speech, se pravi, po domače temu rečemo sovražni govor, zakon pa pri nas temu reče javno spodbujanje sovraštva, nestrpnosti in nasilja. Pri tem imamo po mojem dva predmeta varstva, zakaj to sploh preganjamo, a ne? In pri nas se je nekako prijel, da to preganjamo zato, da ne bi bil javni red in porušen, da ne bi se z vilami pol nekdo pojavil, pa da bi to, da se imamo radi, no, tako, da se ne bi kaj zgodil hudega v javnem prostoru ali pa tako, ne. Na drugi strani je pa izjemno pomembno nekaj, kar ignoriramo, to je pa človekovo dostojanstvo, a ne. Se pravi, ne glede na to, a pride kdo z vilam ali ne pride, ali se kdo stepe ali se ne stepe, to, da ti nekdo reče, a ne, to, kar kolegica ni hotela prebrati, pa sem jaz tukaj od strani videla, kaj je tisto, kar noče prebrati, a ne, take besede, a ne, to jaz, pa vi, pa mi vsi dobimo tudi na Novi 24 pod komentarji, jaz sem vse. Kar si lahko zamisliš. Da ti to nekdo reče, ni treba, da ima vile, a ne, pa ni treba, da bo posledica v vilah, a ne, je samo po sebi pač prizadane tvoje človekovo dostojanstvo. In tega dela pa mi ne jemljemo zadosti resno. Se pravi, kje se to vidi, da tega ne jemljemo zadosti resno? Ta kazenski zakonik 297 je bil že večkrat omenjen. Kje se to vidi, da ne jemljemo zadosti resno? To zato, ker je ta člen umeščen v poglavje o kaznivih dejanjih zoper javni red in mir. Ne o kaznivih dejanjih, kaj stvemo, enakopravnosti ali pa kako je tam, kaj genocid zraven, se ne spomnim, za človečnost recimo, ne, pa bi moral biti po mojem, ker ni poanta v tem, da se ne bo nekaj zgodil v ogrozu javni red in mir, ampak v tem, da tega človeku ne dela. A ne. V glavnem in zato, ker je to umeščeno v to poglavje, ima to neke posledice, tudi v teoriji rečejo, se pravi, da zato, ker je tako umeščeno, v bistvu bolj ščiti javni red in mir. A ne? Tudi Vrhovno državno tožilstvo, to, kar je kolegica že omenila, to pravno mnenje, iz celotnega zakonskega opisa kaznivega dejanja, njegove umestitve v poglavje, ki varuje javni red in mir, pa izhaja, da tudi, če po domače povem, tudi če je narejeno z žalitvijo, z zmerjanjem, z grožnjo, more vseeno biti še porušitev javnega reda in miru, ker to, da človeka boli, ni zadost, ali pa da ga prizadane, ni zadost, ker se pravi, to je neka logika, ki je tukaj nas skozi spremlja, čeprav je to, recimo, to stališče že delno preseženo. Naslednja stvar, ki je pa se mi zdi še bolj pomembna, je pa dejstvo, da imamo mi tak člen, kot ga imamo, da preganjamo
če je izvršeno na način, da lahko grozi javni red in mir, ali pa če je izvršeno z žalitvijo, zmerjanjem ali grožnjo. Tak člen imamo zato, ker smo v bistvu leta 2008 na ravni EU dobili nek okvirni sklep sveta, v katerem v bistvu je bila opredelitev sovražnega govora. Se pravi, in to je nek zavezujoč sklep, ki smo ga mi morali v kazenski zakonik implementirati. In nažalost je prišlo do napačnega prevoda tega sklepa, ker pravi ta sklep, da lahko država čisti sovražni govor, preganja čisti sovražni govor, se pravi, da ni treba, da ga pogojuje še z dodatnimi pogoji, lahko ga pa pogojuje, tako kot ga mi smo se odločili pogojevati, za ogrožanjem javnega reda, ali pa lahko ga pa pogojuje, tudi to sklep dovoljuje, da ga pogojuje z tistimi ravnanji, ki so threatening, abusive and insulting. In zdaj, kako smo mi to prevedli? Grožnje, zmerjanje ali žaljenje. In mene zanima, katera beseda med grožnja, zmerjanje in žaljenje je abuse. Nobena. Se pravi, mi smo abuse prevedli kot zmerjanje. To ni res. Abuse je bistveno več od tega. Kaj je abuse? To je ponižujoč govor. To je zasmehovalen govor. To je govor, ki opravičuje trpljenje, recimo. A ne? In to je govor, ki ga tukaj noter, recimo v Vejdelandu zaznaš. To, da nekdo ponižuje, a ne? To je tudi govor, ki ga jaz zaznam na plakatu do Leša Primca. In kadar hočeš test pri sebi narediti, je to abusive ali ne, rečeš, dajmo namest LGBTIQ besedo tam noter temnopolti. A ne? Ne dajati v posvojitev otrok pod temnopoltim. Čakaj malo. Tega se pa še nismo navadili v političnem govoru, ali kako ni še dolgotrajno, ali pa že malo out, pa mogoče še pride, ampak se pravi, to bi bil zagotovo prepoznan, saj na evropski ravni, kot sovražni govor. Ne pa sam konstatacijo ne bi dajali, pač temnopoltim, pač ugotavljam, da rajš ne bi. A ne? Pač to je nekaj, kar po moje tukaj, se pravi, ta normalizacija je prišla tudi preko napačnega prevoda, ki v bistvu pripelje do tega, da pri nas se kaznuje samo primitivni govor. Se pravi, kako bi rekla, prostake kaznujemo, prostake, une, ki ne znajo drugače, če me razumete. Te, ki pa znajo drugače in znajo zato, ker je to njihovo politično preživetje, a ne, te pa ne kaznujemo, a ne, sicer pa po tem, kaj je abuse, bi jih pa seveda kaznovali, a ne, a me razumete, kaj hočem reči. Vse to poniževanje, ki ga mi trpimo, v bistvu to zasmehovanje, to je vse abuse, a ne, tako da jaz mislim, da tukaj je to treba vsekakor popraviti, jaz sem tudi govorila, ker pač jaz sem si mislila, ljudje pač znajo, jaz nisem jezikoslovka, moram jaz to na 100 koncih preveriti in sem tudi v prevajalski službi sveta, ki je ta pač sklep sprejel, sem preverila, zdaj jaz narobe razumem, a je abuse res zmerjanje, a ne, to je name calling najbrž, ali nekaj tacga so mi rekli pol. Skratka so rekli, ja, se strinjamo, da je narobe preveden. In če je na evropski ravni narobe preveden, seveda nažalost to potem pride tudi, ker nekdo na ministrstvu za pravosodje nekako zaupa v to, da je določba pravilno prevedena in jo pač prepiše v kazenski zakonik. Tako da to je ena stvar. Ta zadnja stvar, ki je pa tudi malo mogoče tehnična, je pa tudi ena izkušnja, ki jo imamo in tudi zelo omejuje pregon sovražnega govora, to je pa naslednje. Če državno tožilstvo ugotovi, da ni dosti dokazov, ali pa ne vem, da se jim ne zdi dosti grozen, ali pa da ni zmerjan, da ni načeloma pri drugih kaznivih dejanjih oškodovanec lahko vstopi v čevlje državnega tožilca, če on noče hoditi, a ne, in hodiš sam naprej v procesu. Pri teh zadevah povezanih z javnim spodbujanjem sovraštva je pa v bistvu teorija in tudi praksa na stališču, da tukaj oškodovanec ne more biti subsidiarni tožilec in ne more zadeve prevzeti in peljati naprej. Zakaj? Zato, ker v bistvu
Zato, ker tretirajo, da gre za kaznivo dejanje, ki ščiti javni red in mir, se pravi javnost, skupnost. Kdo pa si ti, da boš hodil v imenu skupnosti? To bo državni tožilec. A ne? Se pravi, rečejo, vezano na kaznivo dejanje, oškodovanci niso posamezniki, pač pa gre za pravno zaščito javnega interesa, za kar v okviru preiskovanja in pregona kaznivih dejanj skrbi državni tožilec. Tis pa nikoj ništa, ki si prizadet, če razumete. Če ti pa nekdo razbije avto, pa noče državni tožilec, ker nima dokazov, pa lahko ti za ta avto, zato ker tam pa si pač človek, pri lastnini si človek, pri svojem dostojanstvu pa pač kdo pa si ti. A ne? Tukaj gre za ampak to je logika tega, da se predvsem ščiti javni red in mir. Tako da to je ta neka logika, ki je problematična in jo moramo nasloviti na ta način, da kljub temu, da oni pravijo, da nimamo, bodo pač zavrnili, če bomo zdaj na zadevo šli, a ne? Da bo nekdo prizadet, bomo šli naprej in bo spet sodišče reklo, ja, nimate interesa, to lahko samo v bistvu državni tožilec, ni pregonljivo na subsidiarni pregon in bomo šli do ustavnega sodišča oziroma jaz mislim tudi, da bi lahko prišli tukaj v tej zadevi do evropskega, samo moramo najti pravi primer. Mogoče en primer, ki ne bo preveč abstrakten, ki bo rekel se Barbara Rajgel, je, ne vem, grozna lezbača, ne vem kaj, ne? Se pravi, da bo napadena oškodovanka, ker če piše noter samo v tem napadu, LGBT osebe je treba potem je res težko ugotoviti, kdo je tukaj oškodovanec in kdo naj hodi zdaj v teh čevljih. Je to vseh teh 30% populacije? Hecam se. A me razumete, kaj hočem reči? Torej, kdo je zdaj to, tukaj je potem z načelom zakonitosti to zelo problematično, zato, ker ta storilec mora vedeti, kdo je tisti, ki ga lahko preganja. Tukaj pa, če rečeš LGBT, to kdo je to? Skratka, tukaj mogoče moramo najti primer, ko bo šlo za sovražni govor, ki targetira v bistvu eno LGBT osebo eksplicitno. Tako da, to je to. Mislim, da nisem kaj drugega imela zapovedati. To v osnovi, mislim, da so to neki temeljni izzivi, ki jih imamo tudi za prihodnost, zato da bi se to bolj resno vzela. To je to. Ja, kar izvolite. Ja, sem pa ne smem.